Zdravo. Kaja Furek, It's Kaja, mi je pokazala, kako se lotiti TikTok objav. Prva lekcija, recepta ni. Ravno včeraj sem objavila en posnetek in sem mislila, to je zdaj res neki dober, zabaven, ziher bo šel viralno. Ne, katastrofa je šlo, to ne vem, vidi 3000 ogledov ni. Obstajajo pa smernice. Uporabljaj popularne sounde, spremljaj trende, najdi si neko svojo nišo, potem na začetku naj bo nek hook, ta zdaj popularen. Na to smo izbrali gib. Ti odrivaš eno stvar, ki ti ni všeč, pa potem vržeš na koš tja, ker ti je. Evo tak. Bomo se še kaj oblekle? Da zgleda, da smo se malo... Ne gledat, preveč je noter. In potem se jaz malo našemim. Zaprem. Potem imam tukaj še očala. Evo. Smo ready? Se pravi, capa, pa vržeš na koš. In to bo zdaj takoj. Evo, začneš. In potem nastavim, da začne odštevati. Bum. Capa. Bum. 3, 4, zdaj. Petindvajsetletna Kaja Furek ima na TikToku več kot 700 000 sledilcev, največ iz Poljske in Nemčije. Njen najbolj viralen video pa je tale. Olala, oh mon Dieu. Idi prav in ubrej. A je to ta kuhna? Famozna, ja. Tu se je prvi video zgodil, džezva, mleko, to je to. In ima zdaj že več kot 42 milijonov ogledov. Dragi Murko, vse najboljše. To na koncu, kaj? Ne mi konca spoiler. Nekdanji predsednik Borut Pahor po X-u, Facebooku, predvsem pa Instagramu, zdaj poskuša osvojiti še TikTok. Ja, smo že na TikToku. Kaj še je tip? Komu mi to upravka? Na sveti z Borutom Pahorjem, Dating Edition. S pomočjo agencije. To so 19-letniki. Iskal sem mlade ljudi, pravzaprav so oni poiskali mene. Rekli so, mi bi radi delali za vas. In sem rekel, ne rabim vas, nisem še prepričan, da bi šel v TikTok, mi bi radi za vas delali TikTok. Ok, sem rekel, mularija, gremo. Je prvi državnik na svetu, ki se je odločil za monetizacijo svojih družabnih omrežij. Se pravi, ponujati oglaševalcem možnost, da na njih oglašuje svoje storitve ali produkte. Monetizacija ni njegova osnovna poslovna dejavnost, to so še vedno mednarodno svetovanje in govori po svetu. Si pa želim, da bi sčasoma tudi to postalo pomemben del njegovega poslovnega portfelja, zaslužka. Do zdaj imam na vseh platformah 340 000 in več sledilcev, to je že kar precej, ne? Ko je leta 2012 odprl svoj Instagram račun, si tega ni niti približno predstavljal. Je pa na ta račun hitro požel veliko pozornosti doma in po svetu, pa tudi kritik. Ti so malo zavijali z očmi, zavijali so zelo močno z očmi. Ok, zdaj škoda to, da Sabrina bo vlekla vrečo, proti kombiju. Osebna trenerka in vplivnica Petra Paroval je na osnovi svojega Instagram profila ustvarila izjemno uspešno blagovno znamko Swai, ki je lani zabeležila že okoli 8 milijonov evrov prihodkov. V bistvu je vse izhajalo nekako iz communityja in vseh gledalcev, bom rekla, in sledilcev, ki so v bistvu že prej prihajali na moj profil, in potem, ko sem se odprla Swai, so bili ful veseli, da lahko nekaj mojega, bom rekla, kupujejo. Od takrat se je veliko spremenilo.
Prvo je to, da so socialna omrežja prenasičena. To pomeni, da moraš ful več efforta dati v nek content, nasploh pač biti prisoten čim večkrat na njemu dnevno, zato da te čim več ljudi vidi čim večkrat. Čeprav zdaj ljudje ure in ure v vrstah čakajo, da lahko kupijo njene izdelke, to ne pomeni, da ji ni več treba biti aktivna na omrežjih. Moramo biti, ker če ne bo padlo, ker je to naš kor, ne? Swai je zrastel zaradi socialnih omrežij. In še vedno so odvisni od njih. Primer je bil zdaj, da neki cajta nismo dajali takega kontenta, kot bi mogli dajati na Instagram. In je za, bom rekla, enih 30% ljudi manj prišlo na Summer Sale gor, ko smo pač šli s popusti. Hej, pa odskite od paketov. Je zastojn poština, se sploča. Ej, jaz bom to čelno. Lej, kdaj gleda? Pa res, ja, pa smeji se. Zakaj pa to? Ja, ko, ti profi kmet, jaz pa amaterkle okrog tebe skačem. Dosti je, zdaj boš pa ti tole naučil. Bobnar 7 oziroma Klemen Bobnar je spletni zvezdnik podeželja oziroma kmetijske mehanizacije. Se prav flit napeljem, no. Sprva sploh ni imel v načrtu, da bi postal spletni zvezdnik. Zdaj pa če už dobro zdrašite, kaj na razstavo peljem gor. Jaz snimam povečin to, kar se mi dogaja in je, pač divje skozi, tako rekel, divje skozi. Zdaj pa od tega lahko živi oziroma ima tudi svojo znamko izdelkov. Ki je od sodelovanja, nekaj imaš itak v doma, pa v posla s kmetijo, pa to. Poj imamo pač svoj brand. To je tudi velik del, čez vse konce imamo kaplat, kom rekel. Na sejmih ljudje stojijo v vrstah, da kupijo naprimer šolske copate Bobnar 7. Ko smo en let smo konkice gojili, pa drugi let smo jih pa prodajali. Smo imeli 2 mašine in tudi približeni sta svojega leta, ko smo imeli pa res 2 vrste po 20 metrov. Doma seveda nima vsega, kar preizkuša na videih. Je taj kar v redu, se pravim. Zame, ali pa za nas je dober. Whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. Več kot 420 milijonov ljudi sledi Mr. Beastu na YouTubu. Samo ta video si je ogledalo že več kot 870 milijonov ljudi. Zaslužil naj bi slabo $1 milijardo. Goodbye. Kaby Lame ima več kot 160 milijonov sledilcev na TikToku. Ta posnetek si je ogledalo več kot 350 milijonov ljudi. Težak naj bi bil slabih €20 milijonov. In every era, a rare few rise above the rest. Na Instagramu še vedno vodijo zvezdniki, ki jih poznamo z drugih področji. Cristiano Ronaldo je na prepričljivem prvem mestu. Sledi mu več kot 700 milijonov ljudi. In če je še nedavno šlo za lepe, prečiščene, popolne posnetke in fotografije, so danes najuspešnejši tisti, ki so pristni in iskreni. In mi je bilo tudi logično, da če nekaj tam nabijal, pa nekaj se pretvarjal, da to ni tek na dolge proge, ali te razkrinkajo, ali tudi sam ne bi zdržal. Tako da jaz mislim, da moraš biti tak, Je pa treba iz tedna v teden čisto odkrito se usesti, premisliti, kaj bo padlo, engageati, torej pač sledilci, ne vem, jim odgovarjati, odpisovati na vsako sporočilo, ki ga napišejo. Zlasti generacijo Z pritegnejo iskrenost in resnično življenje. Ja, prvi posnetek je čist preprost. Tako, ko sem, ko se zbudim v bademantlu. Potem pa imam ponavadi 3-4 posnetke, kjer se oblečem. Vsi se že zavedamo vpliva družbenih omrežij, načeloma vemo, da se za objavami velikokrat skriva oglaševanje, da so idealna Instagram življenja v resnici drugačna, ampak kljub temu ti mehanizmi še vedno delujejo na vse nas, pojasnjuje socialni psiholog dr. Žan Lep. Mi drsimo po teh objavah, ki jih je na tone in tone, dobimo nek hiter občutek, neko vzdušje, ki ga oni slikajo z temi slikami, ki potem ustvarja neko idejo tega, kaj je normalno, kaj je pričakovano. In nehote se nam ta življenja zdijo privlačna, ter si jih želimo tudi sami.
Nek drugi mehanizem je pa to, ne, da ljudje, ki so nam všeč, jim želimo biti podobni, jim zaupamo, radi smo podobni ljudem, ki jih cenimo zaradi česarkoli. Podobno kot pri oglaševanju izdelkov je tudi pri oglaševanju idej. Ko se moramo opredeliti o nekem družbenem vprašanju, se pač spomnimo, kako se opredeljujejo ljudje, ki so nam podobni. Takrat, ko nimamo informacij, torej ko se moramo opredeljevati o nekih novih temah, ali pa ne recimo za mlade, ki šele oblikujejo naprimer svoje svetovne nazore, prepričanja. Politiki preko družabnih omrežij postajajo uredniki svojih lastnih vsebin in niso več odvisni od tradicionalnih medijev. Tisti, ki so še pred nekaj leti tudi pri nas doma v Sloveniji kritizirali moja objavljanja na Instagramu, X-u, Facebooku, češ da gre za neko afnanje, se danes absolutno vsi zatekajo k temu pristopu. Mladi so vedno iskali neke svoje vzore in vire informacij. Identificirali so se z ljudmi, ki so jih na nek način občudovali. In tako bo tudi v bodoče. Lahko naredimo na eni strani regulacije, torej da je podajanje mnenj ali pa delovanje vplivnežev nekako transparentno, in na drugi strani ozaveščanje nekih pasti, mogoče neke kritične miselnosti, računalniške pismenosti. Veliko odgovornosti je tudi na samih vplivnežih. Na začetku jaz osebno bila dosti bolj razgaljena, oziroma dajala dosti več mojih osebnih reči na Instagram in sem si dovolila bolj biti jaz. Zdaj na tej točki moram že paziti. Tudi ko izbira vplivneže za svojo znamko. Mogli smo bolj premišljeno začeti izbirati, koga imamo, zakaj ga imamo. Ko je Klemen Bobnar ugotovil, da ima veliko mladih sledilcev, se jim je prilagodil. In takrat sem mogel pa malo kreativo zbrinzati, pa morajo biti kakšne grde besede, pa to malo hkrajdati, pa kakšne pikantne fore. S svojimi objavami pa je dejansko mladim spet približal podeželje, kmetijstvo, delo na prostem. Res smo zanimivi so mi ti od staršev, ki pravijo, da je otroci, odkar mene gledajo, da raj pomagajo doma, da raj v štalo hodijo. Ni vse v mehanizaciji, tudi Bobnar 7 mora kdaj kaj na roke narediti, ne Klemen? Tudi, večinoma je na roke, večinoma. Borut Pahor zagotavlja, da ne bo oglaševal za otroke eksplicitno neprimernih in pa političnih vsebin. Recimo, če bi do mene prišla ena stranka in bi rekla, mi bi radi v luči predvolilne kampanje oglaševali pri tebi, bi tako ponudbo zavrnil. Kar pa ne pomeni, da v svojih objavah ni včasih poreden, kot se sam izrazi, ali politično nekorekten. Seveda, vsega tega je, nekaj si drugače, niste dovolj zanimivi, ne. Njegovi naročniki pa cenijo, da ne objavlja sovražnih vsebin. Nikoli žaljiv, nikoli surov in nikoli se nisem spravil na nikogar. Vedno sem bil samoironičen do sebe. Če sem se že s kom hecal, sem se hecal z mano. Ickaja ne oglašuje pripravkov za hujšanje ali lepotnih popravkov. Sploh kakšni ti sem že to bila ponudbe za kirurške posege, večanje ustnic, botoks, tralala. Absolutno sem nekak zagovornik, da če se le da, sprejmi sebe takšnega, kot si. Napake in kritike so neizogiben del posla, če se človek izpostavi. Da sem jaz kaj rekla, ki se mi ni zdelo sporno, in potem pač dejansko sem se mogla opravičevati in stati še vedno za vrednotem Visuaja, čeprav nisem mislila, da jih blatim ali kakorkoli oziroma potiskam dol. Imaš itak vse sorte cvetke, kakšen bo te niti ne pozna, pa mu povedati, pa mu vse čez tebe zapovedati, kakorkoli se obrneš, karkoli narediš. Ja, nimaš kaj. Dejstvo je, da vplivnice in vplivneži že krojijo naše življenje. In kot kaže, ga bodo vedno bolj. V bistvu gre sem za prenos težišča nekih družbenih institucij, ki so bile včasih pomembne, bodi si šola, bodi si cerkev. Lahko postanejo družbena elita. Če svoj vpliv, svoj položaj izkoristijo na ta način, ki jim naprimer koristi, da potem oni upravljajo z nekimi vzvodi moči v družbi. Gremo prihodnje leto torej v eno silovito ekspanzijo. Sem začel sklepati 1- in 3-letne pogodbe, oziroma so pred tem, da jih podpišemo. Pripravljajo se tudi za druge hitro rastoče platforme. Mi bomo šli na WeChat in na Telegram. Kar pomeni kitajski in ruski trg. Zdaj najprej moram roditi. Najprej to, naprej. In v tujini bi rada imela neko podružnico. To mi je tako želja že od čistega začetka. Kajo marsikdo pozna kot redarko iz ptujskih term. Zapiskam 2-krat. Pomeni, da si naredil nekaj narobe. Ko pa piskam cel čas, se pravi... Rija, in me res hočete videti na 24 ur. Lahko živiš od tega?
Trenutno ja, ne vem pa, kako bo to čez par let. Tako da trenutno, dokler ja izkoristim. Naj nam je to všeč ali ne, družbena omrežja so vse pomembnejša. Ne le za zabavo, pač pa tudi za posel, politiko, širjenje idej. Torej za vplivanje na ljudi.